Dobrodošli v Šokastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Mojega današnjega gosta ne bi kaj posebej predstavljala, ker ga že poznate in očitno je bil zelo priljubljen tudi med gledalci, poslušalci, saj je bil ta podcast med najbolj rekordno gledanih, poslušanih in smo rekli, zakaj pa ne, na zahtevo gledalcev, poslušalcev smo ga povabili nazaj. In z mano je Blaž Knez, udeževalec. Blaž, lepo pozdravljen. Hvala, da ste me povabili. Lep dan sem želim. Res sem vesel povabila, da bom lahko še kaj povedal sebi, mogoče kaj novega, pa se približal gledalcem. Ja, zdaj že skoraj 2 leti je, odkar sva nazadnje klepetala tukajle. Ja. Moram reči, da takrat so bili odzivi kar tako, da so te spoznali v drugačni luči naši poslušalci, gledalci. 2 leti je preteklo, veliko se je zgodilo v tem času, tudi šokantnih stvari. Šokast. Lih za Šokast, pa me zanima, kaj se je tebi v življenju dogajalo v teh 2 letih? Pa jaz bi rekel, da še premalo. Še več bi si želel, še več potovanj, še več, da spoznam novih ljudi, novih prijateljstev, da mogoče še imam kako oddajo v tujini, planiram nemško televizijo, slovaško televizijo. Rad bi, da se še več dogaja, ampak vse je tako pač napisano, usojeno, da ne smeš prehitevati, siliti, vse v svojem času, važne so pa želje, ki jih pa moraš usmeriti jasno, da pač prideš do cilja. Zdaj ta tvoj dalje ne odmeva več po slovenskih televizijah, malo si se odmaknil. Pogrešaš kaj televizijo, pa ta stik z gledalci, to dinamiko? Zelo, v bistvu po eni strani sem to zelo rad delal, vseeno pač malo pogrešam, ampak ne pa tako hudo, da bi pa zdaj pa mogel pod vsako ceno ali pa na silo iti. Vse v svojemu času, vse se nekaj zgodi z razlogom, prav, da se človek malo umakne. Veliko ljudi ne ve, da tudi v preteklosti, kakih 15 let nazaj, sem imel že tudi svojo oddajo, tudi na Hyatt, to je bila bosanska televizija, ki so gledali cela ex-diaspora, Kanada, Amerika, cela Evropa, Avstralija. 2 leti sem vsak dan delal in pregoriš in je prav, da se človek ustavi, napolni energije, pa gre naprej. Zdaj, s tem planom za prihodnost se bova še vrnila. Je pa v preteklem letu vseeno odmevala močno neka afera, po medijih si se pojavljal v zvezi z nekim čiščenjem črne magije. Tako, ja. Zdaj me zanima tvoja plat zgodbe. Kaj se je pa ne bi zgodilo preveč takrat? Na široko, jaz sem vedel v srcu, v duši, da sem nedolžen in to so zelo, zelo hitro sodišče spoznalo, tudi pristojne službe, tako da se vse uredilo, vse postopke sem tudi zaključil, tako da to je to. Pa se je vsa ta odmevna zgodba kaj poznala v poslovnem svetu tvojem? Tako bom povedal, ne vem, ne sprašujem ljudi, kaj si pa vi mislite, tisti ljudje, ki me dobro poznajo, družina, prijatelji, znanci, stranke, so rekli, mi vemo, da si pošten, da si dober. Tisti, ki pa so me sovražili že prej, pa me še zdaj bolj, tako da jim daš hrano. Ampak vse pravim, tako je življenje, greš naprej in to je to. Me zanima, na televiziji zdaj te ne vidimo, verjetno se pa z napovedovanjem ukvarjaš, ljudje te kličejo, kako stopijo v stik s tabo? Tako, na 090 pokličejo, želijo izvedeti prihodnost, jaz jim povem, kar pač vidim. Sem pa že v prejšnjih oddajah tukaj na podcastu povedal, da delam tudi tujino, tako da tudi govorim več jezikov, zdaj se učim tudi rusko, tako da. Ja, nekako se je govorilo, da se seliš v tujino, kako je s tem? Prej si rekel 15 dni tukaj, 15 dni tam. Tako, selil sem se za 15 dni v Berlin, okrog 10 dni mi dopušča še Slovenija, 5 dni pa Budimpešta, kjer pa tudi živim, tako da grem na 3 lokacije. Če pa še kdaj kam ujamem, kako Prago, Bratislavo, Dunaj, Usput, ker ful rad potujem, pa je to moja strast.
Ja. Zdaj, če se vrnemo še k temu vdeževanju, kaj vidim, da vas res zanima. Kaj vse te ljudje sprašujejo? Ja, to je ena taka stvar, ne, vse nas zanima, noben nima točnih odgovorov, kaj to je nekaj več, ne da se prijeti, ne da se tako znanstveno razložiti in zato je tako intrigantno. Ne? Tako. Ljudje sprašujejo svašta, od A do Ž. Vsak človek ima svojo zgodbo, svojo usodo, svojo pot, svoje skrbi, svoje dvome. Eni so firpčni, eni niso. Eni so zelo inteligentni, eni ni. Mislim, pač vseh vrst profilov. Kaj bi pa najbolj? Starejši, seveda, za zdravje, za vnuke, ženske, dosti za kariero, moški bi radi zadeli na loteriji. Če pa kakšno, ne vem, tam 25 let, tam 20-25, pa jih zanima ljubezen, pa če bodo naredili šolo, veliko je tudi prepiranja, veliko je tudi negativne energije, veliko ljudi si želi slabo med sabo, pa jim povem, odpustite, lažje boste živeli, ne biti maščevalni, pa zakaj to delate. In včasih sem tudi kot terapevt, da poslušam, ampak eni poslušajo, drugi pa ne. Zdaj, na zadnje, ko si bil tukaj, si rekel, da smrt in novo življenje, se pravi nosečnost, rojstvo, da se navoha, da zaznaš. Seveda, takoj vidim. Kako to je prehod. Vidiš človeka in začutiš, vidiš videnje? Naj povem eno zgodbo. Decembra 2025 je bila ena znanka pri meni na obisku, nič me ni spraševala, ker jaz kar takemu ne povem. Tudi nočem siliti. In sem občutek imel, da pač rabi kako besedo in pol pa se mi malo družimo, sem pa rekel neke določene zadeve, sem rekel, tvoja mama pa tvoja teta, torej njena sestra, oni dve so ta ful zarakli, ful se bo tako regale. Ja, se že zdaj ne marate, Sem rekel, ja, samo pol veš, da bo problem pri dediščini. Ja, sej pa zakaj bi pa zdaj študirali? Sem rekel, ja, babica, kje pa babica? Babica je v redu. Sem rekel, si ziher, da nekaj narobe? Ja. Sem rekel, jaz pa ne vem, če si ziher, kaj če gre na kak pregled. Pa ne bo šlo, vse je v redu. Pač namigno se mi, nisem rekel, zdaj bo umrla, ampak sem šel res okrog kaše, kako se pač to reče, in bil je 2 tedna nazaj, rekla, mi smo jo pokopali, babica. Kako si to videl? In sem rekel, pač povem, kar vidim, ne. Kako pa ti s temi občutki balansiraš, ko prideš med ljudi, verjetno te občutki zadanejo, imaš kakšen ščit, ki si ga narediš? Naredim, tako zdaj. Ne bom ti napovedoval. Čeprav mislim, da prvič sem ti. A se kaj uresničilo, ja, ne? Ja, čakam še napredovanje. Dobro. Ampak ja, nekatere stvari... Zdaj gledajo šefi. Ja, če gledajo, ne. Ja. Ne napoveduješ, če te nekdo ne prosi, ne? Ja, ampak se ti je kaj zgodilo, ja, ne, nisi odgovorila, če se ni pa rečeš, ne, sem ne mislim. Lahko potem na koncu še enkrat vrževa karte, pa pogledava, kaj bo, ne? Aha, okej, dobro. Če boš za. Ja, seveda. In če ne bo prehudo, ne? Ja. Sej verjetno znaš oceniti, v katero smer bo šla napoved. Ja, tako vidim karte, se karte pokažejo. Torej, lahko izključim malo občutke, lahko se pa tudi že pripravim, naprimer, zdaj bi pa rad malo videl, pa bi kaj povedal komu, naprimer, zdaj sem se vozil do Ljubljane, enega kolega imam, ne bom preveč v detajle, pa rečem, ti smo malo poreden, ne? Ja, kako to misliš? Sem rekel, ja, vidim eno žensko, ona ima otroka. Ja, kaj pa je sem rekel, zanimiv poklic ima, rekel, kaj pa je po poklicu? Sem rekel, ja, pravnica. Jako, sej že zdaj imam, jaz rekel, te pa tako to, kam me sprašuješ, kam me zabavaš? Jako, pa kako to veš, ne? Eno kolego vse mislim, on ne more verjeti. Se kdo mogoče raje od prijateljev odmaknil od tebe zaradi teh napovedi, da mu je to prenaporno? Ja, imam enega kolega in stalno sem mu govoril že lani, tvoja mama mora nekaj paziti, ne? Zdravje. Čez par mesecev, kak je mama v redu? Ja, v redu je. Sako, a je res v redu? Ja, v redu je. Tretjič, kak je mama v redu? Pa v redu je, a ti misliš babico? Sako, ne babico, mamo. Ni bilo 2 tedna zdaj nazaj, pač ker je bilo kar
zelo, zelo, zelo težko. Rekel, mene je strah, jaz te več ne upam vprašati. Ne. Veš pa, da ti ne morem povedati lepo, če ne vidim, ali to pa ne odstopam. Sva pa že nazadnje govorila o tem, ne, da kar je usvojeno, se ne da spreminjati. Tako ne da. Ne moremo vplivati, tudi če ti ne Lahko poveš. probaš, ja, mislim. Ampak po izkušnjah tega se ne da spreminjati. Ne vem, jaz pač pač povejo mi ljudje, da tako, kot povem, se zgodi tudi, če grejo proti toku dogajanja. Kaj pa te lepe stvari, ko jih napoveš, vse potem Tudi se ljudje uresničijo dobre in slabe te stvari. pokličejo in rečejo, ja, to in to se je uresničilo. Naprimer, ena štorija, ne vem, kako ne povem, ker je kar zanimiva. Imel sem rojsten dan 10. januarja, sem praznoval v Vinagu v Mariboru, čudovito. In pride ena znanka na rojsten dan, pa ni bila sigurna, pride ali ne pride, ne? In pride. En tam sosed, tudi on je rekel, jaz pa ne vem, a bi prišel, pa pride. In jaz njo predstavim, sem rekel, to pa ljubezen tvojega življenja. Kaj ti govoriš, ne? Sem rekel, ja, to skupaj, ne? Pa on pa, a se ti norce delaš, kaj ti govoriš, ne? Pa sem rekel, pa glej, malo smo spili, lušno je. Ne. Drugi dan, Blaž, mi daš številko, Blaž mi daš številko, sem rekel, ok, zmenite se, ja, pa te klalala, da ne predolgo. In jaz ne gledam karte, sem rekel, on te bo zasnubo. Je, ka pa ne bo mes, sem rekel, bo te zasnubo, te bo. Jaz vidim poroka, ne. 20 dni, ona dva se najavita na obisk, reče Blaž, prav si imel. Sem rekel, kaj pa? Mi se poročima. Sem rekel, kdo mi dva? Ja, mi dva, seka pa, daj ne jebita. A kaj me je norca delata? Pa ni 20 dni, ne? Seka, vida lepo preštudirajta. A veš, seka, da neš misli, da je skaj, pa na mojemu rojstnem delu. Ne, mi sem, pa seka, ne poročite se. Seka, prosim, ne, ker jaz ne verjamem, ne? In prvo vidiš neke stvari, pa sem že videl otroka. Aha, tudi to. Ja, mi že delama, jaz bi že rada otroka, seko, zdaj pa počasi. Ne poznata se easy. In ta zgodba je, kdo se poroči v 20 dneh? No, a si že čula? Ja, mogoče zato, ker ti tako zelo zaupata, ne? Meni, jaz zaupata, samo zdaj, če rečem, vida bota pa šla zdaj v Hollywood snemati z Britney Spears, mi zaupata. Ne, to ni tako, vi mislite. Se nisem zdaj kriv, da se bota. A veste, kaj mislim? Kaj pa so karte rekle? Ja, to, kar sem povedal. Še otrok prihaja. Ja. To, no, ko si že omenil otroka, tudi tvojemu dobremu prijatelju Damjanu Murku, si bojda napovedal njima z Majo, da... Mi smo hodili po Evroparku. Pa sem rekel, vi se ta poročila, ne? Ja, poročila se bo ta. Pa otroka, sina imaš, noseča si. Dokaj nisem noseča, se ko idi na pregled, je bila noseča. Še preden je vedela. Ja, še vedno, se pa kako pa ne ve, če ni šla še na pregled. In ti zdaj se še kaj obračata na te za kakšne napovedi? Da me nosečujemo dnevno. Jaz to, kar povem, jaz smo kar... povem, ne zaračunamo. To prijateljstvo še cveti. Ja. Imate kakšne glasbene projekte tudi? Damen vem, da bo posnel pesem. Mu želim uspeh. Tudi sem videl, da bo zelo dobra pesem, da bo hit. Je prijateljstvo, vedno gremo v kino, najrajši pa gledamo grozljivke. Kaj sem pa naredila? Največjo foro, da sem mesec dni nazaj šla gledati 2 grozljivke v istem dnevu, ker bilo je tako napeto, da se ena končala, smo mogli še leteti v drugo kinodvorano. In sem rekla, pa mi smo nora, kaj je znala? Nora smo. In ta vajno prijateljstvo je že zelo dolgo, ne? Že več kot 15 let, 20. Ja. Je bilo kaj vzponov in padcev? Oba sta zelo taka karakterna. Sma že bolj zrela, pa pametna, pa prišla k pameti, pa to. Ja, v redu je. Kako pa je s tem življenjem pod žarometi? Ti večkrat poveš, da si raje v tujini, kjer te ne poznajo toliko. Kako pa v Sloveniji s to prepoznavnostjo se spopadaš? Kaj prosijo kar na ulici za kakšne nasvete? Absolutno. Sploh ne vem, da sem toliko prepoznaven, dokler mi kdo ne pove. Ne vem, jaz se nimam zaznanega. Mislim, verjetno me dosti ljudi pozna,
Mislim, vsi, res je, ampak pač to mi je vseeno. Jaz se kar potuhnem, grem kar kaki kot, nimam rad tega. Tisto, kar moram povedati, tako zdaj grem, pol pa adijo, čau. Nimam rad. Pa tudi v podcastih se dejansko ne pojavljaš. Ne. Te vabijo, Samo tu. zavračaš Tudi, ja. povabila? Ne zavračam, pač moram začutiti. Ne grem pa vedno, ja. Se bojiš, da bi te kje Ne. izkoristili ali pa mogoče Ne. napačne luči prikazali? Ne, se pa, če sem tu zdaj vse povedal, tako cela Slovenija vidi, zakaj moram še kot papiga isto ponavljati. Se pa, kaj pa ne novega povem, tople vode ne odkrim. Zdaj moram priznati, da si vseeno malo, da si se malo spremenil od takrat, ko smo se nazadnje Zakaj? videla. V preteklosti si govoril tudi o tej težavah s psihičnim zdravjem, anksioznosti. Ja. Kako si se s tem spopadal? Ja, prvo sploh nisem vedel, kaj je to. Dosti sem delal in še ena teta, ki je bila živa, rekla: Blaž, pa ti imaš kaj stresa? Sako, kaj je stres? Rekla, kaj mi ti govoriš, kako nimaš? Sako, ne, nimam ga. In bolj prišel en dan, ko mi je glavo skoraj zneslo, taki vroči valovi in ko da ti srce tako utripa, da boš him, da sem že videl bolnico, da nisem mogel dihati 3 dni in pa kaj pa je narobe, vse je vredi, leka dol. In pol pa sprašujem tisti ljudi, ki jim zaupam, pa reče sestrično, je dobrodošel v klubu, anksioznost imaš. Kaj pa je to? Ja, a te tu časi zapika? Ja. A ti je vroče, daj po telesu? A se treseš? A imaš pol vroče stopala po noči? A slabo dihaš? A non-stop nimaš fokusa? Ne moreš razmišljati? Pa te znake, kako ti to veš? To je to, ne? In potem pač dosti čaja piješ, melisa, meta, kave se izogibaš, energetskih napitkov, greš naravo, odpuščaš, se ne maščuješ, živiš. Ja, takrat, ko si bil tukaj, si govoril o tej jezi, ne? Da včasih je bilo kar nevarno, če se ti je kdo zameril. Zdaj si s tem nekako odpravil. Čau, čau. Se ne obremenjuješ. Pa brez veze. Jaz rajši delam, pa kaj novega vidim, pa kako rečem skonko, pa bedarije. Si kdaj iskal strokovno pomoč za te težave? Pogovor samo psihologa, ja. Ampak tablete so samo kot pač neka bergla, samo moraš priti, kaj te moti, a imaš ti kakšne travme, samo moraš priti od tistega, kaj se najbolj bojiš, strah, a veš, in ko to veš, kaj je narobe, pa ne smeš to delati, pa se to gnati, pa overthinking, to je toliko stvari enih in je tanka meja, da se ti lahko vtrga. Se pa tisti, ki je imel to, ve in bo rekel, ja, to je to. Ja. Tanka je meja. Pa se ti zdi, da kdaj nosiš težo vseh teh ljudi, ki se k tebi zatekajo, ne, po kakšno dobro novico, pa na svet, pa na poved. Včasih ja, ko sem da rekel to prevzemaš na sebe. nase, ne? Včasih ja, ko sem pač, ja, zdaj pa ne, zdaj pač znam odmisliti, naučiš se človek, ali? Se tudi doktori, ko tam delajo, jaz pa moram biti skupaj. Jaz nikomu ne bi mogel povedati, vi imate pa raka ali pa nekaj, mene bi kape zadela. Jaz ne bi mogel tega. Sem preveč čustven, jaz bi jokal. Ja, pa vendarle na en način svetuješ ljudem, ne, da ne Jaz svetujem, ne povem pa, da imajo, zdaj boste pa imeli še 3 mesece življenja. Čeprav to vidiš. Strokovno. Da. Ja, vidim, ja, samo pač to ne povem. Zdaj, če pa te vprašam takole, sem premišljala, si se ti kdaj zatekal kakšnemu Ja. po napoved, komu zaupaš ti te zelo pomembne stvari, ne? Ja, imam eno kolegico, mi odpiram, zdaj, čau, če mi gledaš. Potem sem pa po enem takem čudnem ključu spoznal eno žensko, prek enega kolega. In je rekel, ona tudi šloga. Pa sem mislil, ja. Šloga je tako že skoraj si, ne, pa ni hotela tako vedeževati. In enkrat pa sem imel neko tako vprašanje, dilemo, in se rekel, kaj pa če bi ti pogledala karte? In ko ona začela govoriti, ala je vera. Super je znala. In njo je pa res, da nočem biti vedno siten. Bi pa mi vedno pogledala, je pa taka, da se včasih bolj ukvarjala, zdaj pa več ne. Kdaj si nazadnje rekel, naj ti pogledam? Mislim, da je bil januar.
In Ja. kaj se ti obeta? Kaj se mi obeta? Nova ljubezen. Res? No, tja še nisva šla. Ja, ne? Kako je ker z ne rabimo ljubeznijo? vsega povedati. Ne? Ja. Tukaj si zelo skrivnosten, Ja, vse koga pa briga. kar se ljubezenskega življenja Kaj pa tiče. koga briga? Jah, Slovence vse zanima. Ja, ne, vem, sploh ker po taki firmični šopkestru. ljudje. Smo zelo radovedni. Ne? Ja, jaz, na primer, zdaj, ko živim v Berlinu, ne, sem šel kdaj frizerju, pa tako ljudi spoznaš. S kje si, ne? Slovenijan. Slovenijan, takoj vidim, ne bo šlo zlahka, to bo trtore. Frizer je rekel, če govorim rusko, sem rekel rusko, zakaj rusko? Ja, in mislil, da je tam neki. Sem pa rekel, če ti povem, da je Berlin bližje Rusiji, kot pa Slovenija. Ja, seko pa Rusija je bila tu Berlino, ne, včasih, Nemčiji. Ja, to pa je res, ja. Oni bi tako Turk, tako ne kapiram. Nemčija, on ve, to v zgodovine si vseeno hecam se. Gledal sem pa ChatGPT-ja, samo 20% Berlinčanov vejo, da Slovenija tam nekje. Nimajo pojma. Mislim, da kakih 10 pa zelo dobro ve. Bled pa Alpe pa bla bla bla. Tako da vedno, ko rečem Slovenija, ne vejo. Ampak nisi mi nič o ljubezni odgovoril. Rečem, we are neighbors Italy, there is Hungary, Croatia, ex-Jugoslavia, bla bla bla. Berlin velja za eno tako žurersko prestolnico. Odprto. Čeprav jaz nisem žurer. Ne? Ne. Ne hodiš po klubih, ne Ne, žuraš? mesto je tako ful veliko, pa zračno. Da se živeti, greš na pijače, raznolikost. Noro, veliko mesto. In sploh nisem vedel, da ima toliko ljudi. Nisem vedel, da sem doma. Nisem pa vedel, da ima 4 milijone. Od vseh teh prestolnic mest, kjer si bil, kam se najraje vračaš? Kje Vračam, najbolj da začutiš? ne živim ali da se vračam. Da se vračaš najraje, da začutiš ta utrip, da se dobro počutiš. Včasih mi je bil to Bruselj, zdaj mi je več to ni. Rovinj, ampak ni prestolnica. Rovinj mi je tako lepo mesto. Mostar, Gdansk, zdaj sem bil v Varšavi. Praga mi je bila časih tudi bolj všeč. Budimpešta sem se malo naveličal. Da bi se prav vračal v Slovenijo. Slovenija je še Mislim, vedno vedno v na srcu. koncu si Sloveniji. Rovinj, Bosna mi je tudi všeč. Včasih sem tudi v Srbiji živel, tudi to ne vejo ljudje. Mislim, nekaj zdaj obešam na zvon. Kaj te vem? Albanija mi je bila lani zelo všeč. Pa Grčija mi je zelo lepa. Kje pa se vidiš na jesen življenja, kje bi rad živel? Ko bo ta ljubezen prišla in kje bi se rad ustalil? Včasih sem si želel Skandinavijo, pa ne bi več. Mogoče okrog Bratislave. Ja. Tam se vidiš. Tam se vidim. Zelo zanimivo, ker ni neka prestolnica, tudi država ni neki popularna. Vsi bi šli Pariz, London. Mene pa to ne vleče. Koliko jezikov zdaj govoriš? 6 pa se učim. Kaj Zdaj mi je nemško ful gre. Aha. Sem izpilo, že prej sem znal, ampak verstehe ganz alles, ja. Potem tudi znaš prerokovati v vseh jezikih. Ja. Kateri narod ima najbolj zanimiva vprašanja, recimo, da si najbolj drzne vprašati te? Nemci so zanimivi. Kaj recimo se razlikuje od Slovencev? Bolj hoče svetovanje kot vedeževanje. Konkretno bolj. Ja, bolj hoče, da jim svetujem, kot pa da jim povem. Kaj najbolj zanima? Zdravje je dosti zanima. Liebe, Geld auch, loteri. Denar, ljubezen, klasika, ne? Ja, da bi Švicare ponovadi nepremičnine, ne? In ko vprašam, za koliko pa vi prodajate, in ko mi povejo cene, smo mi na istem planetu zrasli, kakšne cene mi vi govorite, mislim, po par milijona evrov. Pa se, ko to je nekaj velikega, ne, se, ko je kukne, mislim, neverjetno. Se je mogoče ta nemir v svetu, ta situacija, vojne, ki se dogajajo, se poraja tudi v vprašanjih, zanima koga, če bo prišlo to do... Ja, in to me
skrbi, da najbolj mlad folk to piše, mene je strah vojne, ful se bojo. Starejši mislim, da ne, ker so že tako eno preživeli, tako mini vojno, a ne? Da so že navajeni. Ja. Mlajši pišejo in jih je ful strah. In konkretno vprašajo, če bo, ne vem, vojna presekla Ja, Evropsko pišejo, unijo. da jih je strah, da ne bi Slovenije, pa bla, bla, bla. Pa ti to znaš napovedati? Ja, če znam vse drugo, zakaj to ne bi? Jaz sem takrat, ko je bil konc covida, rekel, pride pa vojna. Ja. In je prišla v Ukrajino, stalno se mi pa ne da gledati. Butasto to skozi, ko tako ne morem nič spremeniti. Ja. Zdaj, ko sem rekla kolegom, da prideš, ne, smo se malo pohecali, zdaj je bil čas volitev. Zdaj taka nemirna situacija, ne, v bistvu res samo še odeževalci vejo, kaj se bo zgodilo s to našo ljubo Slovenijo. Ja, Pa upajmo me na najboljše. zanima, če bi te vprašala, ne vem, konkretno, bomo dobili vlado zdaj, bomo šli še enkrat voliti, lahko to vidiva v karti. Ja, valjda lahko vidim. A lahko pogledava? Ne vem. Bi šlo? Ja, lahko sem, ne vem, politika pa to naredi. Če saj namigneva, kaj se bo s našo ljubo Ok, bom videl, če bom želel ali pa ne. No, zmenjeno. Ker sem preveč direkten in to je problem. Potem pa tako po svoje malo zavid, da bo tančica skrivnosti ostala. Kaj je direktno vprašanje? Bomo dobili vlado ali bomo šli še enkrat na volitve? Ok, v kolkem času? Ja, rečeva do poletja, ne? Vse to zanima. Sploh v naši hiši. Karte so grozne. Niso lepe karte. Nemške so. Ne bi rad povedal. Niso lepe karte. Bom pol ti povedal. Ko kamera ugasne. Tako je. Zdaj sploh ne vem, če upam vprašati, če glede našega podcasta, glede moje zaposlitve tukaj, ker danes gleda, ni tako sijoče kot prejšnjič, ampak daj imaš tako pogledati. Ja, tole... Ne kapiram, kaj? Če pogledava, kaj bo šokestom, Ja, kaj je direktno? kako bo obstal, bomo rastli, bomo stagnirali, kaj nas Zakaj čaka. tako negativno? Ja, zdaj se je kar malo zatreslo, ko sem za Slovenijo vprašal. Ja, pač povem, kaj vidim, no, levet. A folk zna, mislim, to ste videli karte, ne? Ja, tisti, ko zna nemško, bo pa že prebrali, mislim. Potem imaš še eno vprašanje, ne? Ja. Glede ChatGPT-ja, ne? Ker vidim, da veliko ljudi zdaj kar sami sebe prerokujejo, se malo pomagajo z umetno inteligenco. Moš prav zmešati karte, občutek moraš imeti. Je človeška energija. Ne bo šel ven, pa ti bo... Ok, za podcast. Aha, upanje je, odločitev je še, ni še padla. Ja, so zelo dobre karte, dober izhod, bo še neke predelave, pride še en moški, starejši, ki bo malo nekaj pamet solil, nekaj bo naredil. Ja, bo obstalo, vidim dobro, bodo preizkušnje, 5 mesecev, 6, se bojo določene stvari spremenile, en novi moški prihaja, ja, v redu, so pa skrbi. Ni tako zlato, ni tako rožnato, kaj se dogaja cela kuhna zadaj, kar mi tu ne vidimo, mogoče tudi ti sama se ga ne veš, je pa še karta odločitve, ker je padla karta sodišča. Upanje je, da bi šlo na boljše, neke stvari niso tako, bi mogle biti. Trenutno ne. In bila bilo boljše. Neka pot se odpira, ne bo pa tako slabo, kot zgleda. Ok, še kako vprašanje? Ne, v bistvu, lahko pa, če se bova midva še kdaj poslovno srečala, lahko to vidiš. Bova, to pa brez, da vržeš karte, veš. Vem, ker vem, dom se zadnjič, pa s kom se zadnjič vidim. In povem adijo, ne bomo se več videli. Kak? Ne bomo se. Si veliko krat tako odnose v življenju zaključil, da si začutil in rekel, ne bomo se več videli. Ja, adijo, čau.
Zdaj me zanima, glede tvoje, pri glasbi bi se še malo ustavila. Te lahko kje vidimo, kako je zdaj s to glasbo, so bili rekordni ogledi tvoje glasbe na spletu? Ja, Kaj nas čaka? Recimo 6 milijonov. Milijon je do dna, balada. Imam tudi pesem Horoskop, ki je 3 milijone v Srbiji, kjer je tudi zelo dobra pesem. Tisto mi je naredil Rej, ful let nazaj. Tista pesem je tudi dobra, ti mi jo potem pokazal. Z Rejem še kaj sodelujeta? Ne. Ne? Ne. Pa kaj sem mislil povedati? Eno pesem sem tudi dal premiero na rojsten dan, Angel moj, in je bilo lepo. Te lahko kje vidimo? Imaš kaj teh nastopov v živo? Ne, te kaj najamejo za če sem Berlin. presenečenja? Mi pišejo, samo se redko kdaj odzovem, ker ne vem, res moram začutiti, da grem na kak rojsten dan, nočem posod skakati. Res sem začutiti človeka, to mi je za dušo. Glasba mi je duša, mi pišejo ljudje, samo pač, če ne čutim, ne grem. Glasba so čustva, karte so pač, usoda. Kaj si želiš zase v tem letu? Bože, da ne povem. Kar povej, mogoče, če poveš na glas. Ja. Kaj ti sta najbolj srčna želja? Bom za sebe obdržal. Se bo uresničilo, ker sem tudi velikokrat bral misli, da če poveš na glas, kaj si želiš, so vse energije. Ljudje so zlobni, pokvarjeni, žlehti, želijo slabo drugim ljudem. In eni ljudje imajo moč, da imajo tako močne misli, da ne vedo, da so strupeni ljudje. In zakaj bi on bil zdaj srečen? Zakaj? Tam nafukava narod, si mislijo, kretenje, zdaj hodi okrog, pa so ljubosumni, ker sami ne grejo, ker ljudje drugim želijo slabo in zato toliko negativne energije. In če si ti zamisliš željo, poveš na glas, se tudi lahko ne uresniči, ker ljudje so zlobni. Tako. Pazite, komu zaupate. To je bil zdaj brezplačen nasvet za konec najnega pogovora. Ja. Res bi se ti zahvalila, da si si vzel čas. Nikaj. Vseeno upam, da nas kot državljane ne čakajo kakšni prehudi časi. Želim ti vse dobro na vseh področjih, da se ti te srčne, skrite želje izpolnijo. In očitno se bova še kdaj srečala. Bova se še. Hvala ti. Hvala. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.